Pozdrav in dobrodošli v videu o tem, kako sem prvič sama kampirala v Ameriki. Jaz imam še 2 uri do kampa. Ful je dima zunaj. Rabim kofein. Avgusta sem se odpravila na svoje drugo solo kampiranje, prvo od tega v ZDA. Predtem sem sama kampirala samo v Bohinju in to lani. Kljub temu, da sem si rekla, da bom čim večkrat šla sama kampirat, sem kar nekako odlašala s tem precej dolg časa. No, več kot 1 leto. Vedela sem, da bi rada šla, vedela sem tudi, kam bi rada šla, ampak se nekako nisem uspela spraviti s kavča. Ker kavč pomeni udobje, poznano okolje pomeni udobje in udobje je zelo varna cona, kjer si lahko do smrti, če si želiš, ampak problem te varne cone je pa, da se nič zanimivega nikoli ne zgodi v njej. Tako da sem se konec junija imela dost in sem rezervirala eno tako res noro solo potovanje. Vsaj za moje pojme, no, saj ljudje so naredili že marsikaj več s svojim življenjem, ampak glej, vsak ima svojo zgodbo. In sem plačala skoraj za vse vnaprej, zato da se ne bi premislila, pa da ne bi imela izgovorov, da na koncu ne grem. In seveda ni mi bilo dosti to, da se grem preizkusiti v solo kampiranju v ZDA, v nekem bližnjem kampu. Ne, jaz sem mogla iti v drugo zvezno državo in najprej se usesti na letalo in potem še na 3-urni vlak, da sem lahko šla do točke, kjer sem si želela kampirati. Ta lokacija in ta kamp, oboje sem imela nagledano že več mesecev in je v bistvu bilo na mojem bucket list lokacij, ki jih želim obiskati, tako da sem si rekla, zakaj pa ne bi 2 muhi na en mah jaz dobila in šla prvič sama kampirati v ZDA in prečrtala nekaj svojega seznama stvari, ki jih hočem doživeti. Seveda pa, ker pač cenovno vse skupaj se je moglo tudi poklapati, sem vzela cenejši let, na katerega sem lahko vzela samo prtljago, ki jo neseš na letalo, se pravi nič kovčkov v trebuh letala. Tako da sem vse, kar sem imela, sem spakirala v nahrbtnik, vključno svojo kamp opremo. En dan pred odhodom so mi seveda možgani začeli divjati in razmišljala sem o 41 scenarijev, ki se lahko zgodijo, kjer bom sama v nepoznanem okolju in kampirala in ne vem kaj še vse. In skoraj sem bila že tik pred tem, da sem se prepričala, da ne grem, ampak strah je včasih dobra stvar, zato ker te ne vedno, valjda ne, prosim. Takrat, kadar je prisoten strah, veš, da se podajaš v nekaj, kar bo res dober spomin in fenomenalno doživetje in kjer se boš preizkusil v lastnih sposobnostih in takrat se ne smeš ukloniti strahu. Moraš samo iti naprej in verjeti sam vase, da boš zmogel vse to. To, da sem šla, je bila verjetno ena izmed najboljših stvari, ki sem jih naredila zase letos, ker je bilo vse skupaj nekako 10-krat boljše, kot sem pričakovala. Res ni besed, kako bi opisala to, koliko živo sem se počutila. Od tega, da sem pristala v nekem večjem mestu, kjer sem se potem mogla ukrcati na vlak, ki je prispel ob 9 zvečer, ko je bila že čista tema. Pa ne samo to, šla sem direkt v požare, no, ne glih v požare, ampak ogromno dima je bilo zaradi požarov, ki so bili, 100 kilometrov stran. Glih so se zgodili 1-2 dni, preden sem se usedla na letalo in ko sem stopila dol z vlaka, sem komaj dihala. Ne samo, da je bila čista tema, zato ker je bila noč, je bila tudi vidnost precej skrajšana zaradi gostega dima in cesta, po kateri sem mogla iti do kampa, je bila neosvetljena. Vsi so čez njo vozili kar precej hiter in nobenega pločnika in utrujena sem bila in imela sem 15-kilski nahrbtnik na sebi. Tako da vse, kar sem si sam želela, je, da najdem kamp, ki pa je bil 35 minut hoje stran.
Tako da sem bila res vesela, ko sem končno prišla do tega kampa, da sem si jaz postavila svoj domek v temi. Dejansko na tisti točki bi po moje tudi na klopci lahko zaspala. Ko rečem domek, dejansko to mislim. Že celo svoje življenje se nekako počutim domačo, lahko kamorkoli grem. Vse, kar rabim, je, da imam s sabo ene par teh res svojih stvari. In ko te svoje stvari položim na določeno mesto, mi nekako zbudi občutek domačnosti in si rečem, to je zdaj to. To je zdaj moje, dokler sem tukaj. Letela sem v zvezno državo Washington, ki je meni ena izmed najlepših zveznih držav. In nekako je tam vreme drugačno, kot v Los Angelesu, ni konstantno sonca, je megla in dež in dejansko pogrešam letne čase. Nikoli si nisem mislila, da bom pogrešala dež in meglo in sneg. Celo svoje življenje sem jih sovražila, ampak zdaj, ko sem tukaj, pa jih ni, pa je skozi sonce, je tako res, včasih si rečeš, joj, dej, pejdi že stran to sonce, no. Jaz bi rada ležala v postelji cel dan pa brala, ampak če je zunaj lepo, imam slabo vest. No, v glavnem Washington ni tak. In je bilo zjutraj kar precej mrzlo, veliko bolj mrzlo, kakor sem pričakovala. Dobro jutro. Je kar mraz. Ful je dima zunaj. Bog. Rabim kofein. Ko sem se zbudila, sem pojedla zjutraj en tak fin zajtrk in potem sem se odpravila na ogled bližnjega mesta. Imenuje se Leavenworth, ki izgleda, kot da si v Avstriji, Nemčiji ali Švici. Imaš pogled na gore in imaš to gorsko arhitekturo. Imaš občutek res, kot da si v nekem evropskem gorskem mestu. Vse te hiške v lesu in napisi v nemščini in da je bilo res fino, sem imela občutek, da sem doma. No. To mi je res mi je izboljšalo domotožje, ki ga imam, da sem saj za nekaj dni imela občutek, da sem res doma. Še celo McDonald's je bil v tem stilu, to je bilo res fenomenalno videti. Našla sem tudi muzej Hrestača in pa trgovino, ki celo leto prodaja božične okraske. Prosim, kaj? Z veseljem, ja. Po sprehodu čez mesto sem pospravila svoj domek nazaj v nahrbtnik, ker je bil čas za odhod. In je bil čas, da se sprehodim 12 km do naslednjega kampa, ki je iztočna točka za pohod, ki sem ga splanirala za naslednji dan, ki je tudi ena izmed stvari na tem mojem bucket listu. Kako se reče bucket list v slovenščini? Kangla seznama? Seznam stvari iz kangle. No, v glavnem, to je bila iztočna točka in pot do tja je res, do tega kampa je lepa, ampak bila sem ful utrujena, ker sem zelo slabo spala prejšnjo noč. In naslednji dan je bilo, mislim, da je bilo 35 stopinj zunaj in imela sem res ogromno vode s sabo, tako da moj nahrbtnik je bil sigurno nekje 16-17 kg, ampak hvala Bogu, ker so domačini tam navajeni, da ljudje pridejo z nahrbtniki in da je vedno nekdo, ki potuje peš, mi je ena gospa ustavila in mi je ponudila prevoz do kampa. Tako da to sem res imela srečo, da sem potem prišla v kamp ob 4 popoldne, namesto ob 7 zvečer. Kakšen dober dremež sem glih krmila. Najboljše spati. Tle. In po dremežu sem se zbudila v naravi. To je moj najljubši del tega šotora, da je ta mreža, kjer vidiš vse nad sabo. To, bajno, res. In sem si skuhala en čajček in sem šla brat ob reko v tišini in v miru.
To sem prvič videla v kempih, ampak je zelo pogosto, da imaš tak prostor, skrinjo praktično, kjer pospraviš vso svojo hrano in ostanke hrane in tudi kozmetiko in vse, kar v bistvu oddaja vonj, tja noter in zapreš, zato ker po noč romajo okrog medvedi iz bližnjih gozdov in seveda, kdo hoče privabiti medveda s svojo štruco kruha ali pa salamo po noč, mislim, zveni ful stresno, tako da raj ne, no. Med drugim sem si pripravila tudi prvič dehidriran obrok. Prvič sem nekaj takega kupila, ampak sem si rekla, zdaj, ko sem res ta prava, proper kempistka, si bom kupila dehidrirano hrano. Vse, kar narediš, je, da zavreš nekaj vode in jo dodaš tej hrani. Poudarek tukaj je nekaj. Jaz tega nisem upoštevala, tako da na koncu sem imela juho z nudli in ne pa taj. Ampak lej, za lačne je vse dobro, pravijo. Ko sem pojedla to, sem šla brat v šotor in šla spat ob 9 zvečer. Ker zakaj pa ne? Hodila sem se tudi spočit, ker sem zgodaj zjutraj vstala, da grem na ta pohod. Ta pohod je tudi na mojem seznamu iz Kangle že nekaj časa, gledam ga že, lahko iskreno rečem, da sem odklenila enega izmed svojih najljubših spominov do zdaj. Likar sem zapustila kemp, zdaj imam 2 uri hoje do pohodne poti. Ura je 7 zjutraj, malo sem pozna, probala sem vstati ob 5. Ni šlo. Danes grem na pohod, o katerem sanjam že ful časa, tako da se ful veselim. Ignorirajte mojo frizuro, to so kitke izpred 3 dni. Tole mora razgled trenutno. Jaz sem toliko srečna, da imam ful energije danes. Včeraj sem bila res čist brez energije, ker sem toliko malo spala. Tako da ja, danes bom prehodila ful, pa res pač razgled je fenomenalen. Tako da ni se kaj da za preteževati. Zrak je svež, se je spucal, tako da imam srečo. Imam čaj, imam prigrizke, imam vodo, vidim gore, vidim drevesa, ma kaj češ lepšega. Včasih ne imeti avto je super. In vse te stvari, ko če greš z avtom, jih pač zgrešiš. Ja, jaz grem tja dol. Zakaj pa ne? Imam cel dan rezerviran za to, noben me ne rab, nimam nobenega omrežja, tako da če me kdo rab, me tudi najdeti ne more, tako da. Začela spenjati, tako da razgled je vedno lepši. Jaz sem vedno bolj zadihana, ampak nis švah. Še 1 uro, preden pridem do točke, ko se pot začne. Cool. Vesela sem. Ohoho. Samo 1 miljo sem stran od začetka poti. Table! No, sem končno v gozdu. Vesela. Skale. Jaz sklepam, da bom čez 2 uri pa pol gor na vrhu. Pot je dejansko ful cool.
Kogar sem slišala, itak postane ful strma šele na koncu, za 1,5 kilometra. Tako da mentalno sem na to pripravljena, po moje, ne vem, bomo videli. Ampak ja, super pohod. Srečna sem. To je to je life. Make it. Mislim, da se počasi bližam delu, ki je zelo strm. Le ta razgled. Splača se ne dihati. Umiram. Končno sedim. To je to za danes. Ura je 2 popoldne. Nekje 4-5 ur hoje pred sabo, da bi prišla do kempa, preden se stemni. Tako da malo sem žalostna, nisem mogla zaplavati, mislim, sej tehnično bi lahko, ne, če bi se mi dal, oh my god, kaj pa če se ne ubijem, če bi se mi dal zmrzovati, ampak nekje je 14-15 stopinj trenutno, žalost, smola, bom jaz mogla nazaj priti, pa probati tu še enkrat izvesti. Tragedija, Jaz imam še 2 uri do kempa. Jaz ne moram verjeti, da sem imela spet tako srečo z prevozom. Moje noge. Hvala Bogu, ker... moj Bog. Ob 7 bom šla spat. Pa sem prehodila 28 km pa pol. Naredila 41.000 korakov. Še en razlog, zakaj se hočem vrniti na to lokacijo, je to, da imaš nekaj parcel za kampirati tam gor. Ampak, da ti dobiš dovoljenje, da kampiraš tam, je kar precej težavno, zanimanje je ogromno. Naslednji dan je bil čas, da se vrnem v mesto. Tokrat sem prehodila vseh 12 km s svojim nahrbtnikom. Naložena. Spet hodim. Imam zdaj 3 ure do mesta. Fenomenalen razgled imam, tako da ni panike. Težek nahrbtnik, ampak tako se mišice gradijo. Pa karakter. Menda. Ta hoja dol se definitivno splača. Noro. En kilometer prehojen, še 9 kilometrov, še 8 kilometrov, še 7 kilometrov. Še 6. Roko bi dala trenutno za burek. Oni znobla, krompirje. Še 5. Oh, fuck, jaz razpadem. Daj si ti to cesto.
Sem se odločila, da se malo spočijem. Še 4, še 3. Še 2. 1. Jaz sem kar malo čustvena. Zadnjih 5 je bilo res. To je res bolelo. Ko sem končno prišla do mesta, sem čutila solze. Ko sem se lahko končno usedla. Ker neka evforija me je prevzela, kaj sploh ne znam opisati in čisto sem bila čustvena, emocionalna, ker solze so mi hotele teči, sploh ne vem zakaj. Samo jaz sem bila toliko vesela, da sem prišla do cilja, pa da se lahko usedem. Ko sem prišla do kampa, sem se šla direkt vršt v reko, zato ker sem se mogla zbuditi, ker sem bila toliko utrujena, ampak sem hotela iti pogledati še enkrat to Leavenworth mesto. Potem sem se pa odločila, da za zadnji dan, zvečer se peljem na večerjo, peljem samo sebe na zmenek. Grem nekam z razgledom, eno dobro hrano pojest in ta obrok je bil verjetno najboljši obrok, ki sem ga v življenju imela, že sam zato, ker ni bila granola ploščica, pa nek polomljen pad thai juha nudli. Skratka, jaz sem se odločila, da grem na še en večerni sprehod. Kar kul. Zato, ker očitno nisem še trpela danes. Čakam, da bo tema, da grem pogledat mesto v lučkah. Ampak se je splačalo sprehoditi po mestu, zato ker ko se je spustila tema in so se lučke prižgale, je mesto dobilo čisto popolnoma en drug čar. In Končija, ki je bila okrašena z lučkami, in kljub temu, da je bilo to turistično mesto in zelo popularno, je zvečer bilo ful mirno. Zelo spokojno, ni bilo nekega vrveža. Perfekten ta spust iz višine evforije in doživeti v naslednji dan, ko je bil čas, da grem v Seattle. In mogla sem v Seattlu prespati v hostlu, zato ker poceni leti so vedno zgodaj zjutraj ob 6. Na tisti točki sem v bistvu kar že hotela hoditi non-stop. Toliko sem se navadila tega, da hodim non-stop. Kar čuden mi je bilo, če nisem veliko hodila. Tako da v 5 dneh sem jaz prehodila 86 km in naredila 123,000 korakov. Če bi vsak dan tako hodila, moje nogice bi bile iz železa. Ka srnce. Ne, srnce imajo tenke nogice. Ka Hulk. Ne vem, nekdo. Ka fuzbaler, evo. Potem je bil naslednji dan čas, da vstanem zgodaj zjutraj spet in letim domov. Sem razmišljala ves čas, ne samo, da sem imela občutek, da sem 3 tedne potovala in ne 5 dni. Tudi razmišljala sem, da sem bila vesela, da nisem pustila strahu, da me prepriča v to, da ne grem. Ker recimo, da bi se uklonila strahu in da bi nekako še vseeno istočasno imela vpogled v paralelno časovnico verzije sebe, ki pa je šla in vse to doživela, bi mi po moje bilo ful žal. In ja, sej verjetno je res neka taka minimalna stvar, ki se bo nekaterim zdela res smešna, da tako močno čutim glede tega vsega, ampak meni osebno je bil to res ogromen dosežek, ker zelo rada potujem sama, ampak recimo, kar se tiče kampiranja ali pa sploh kampiranja v neki tuji zvezni državi, kjer ne poznam nikogar in sem daleč od vseh, ki jih poznam, sploh v kampih, kjer nimam mobilnega omrežja in 2 dni pa pol brez mobilnega omrežja. Res me je to navdihnilo vse skupaj, da si omogočim čim večkrat te pustolovščine in te dogodivščine. Tako da, to je to. Video je ful dolg, vem, ampak hodila sem vam vse pokazati in vse povedati. Tako da, če vam je bil video všeč, prosim, dajte en like. In hvala vsem, ki ste do zdaj pustili res lepe komentarje in se naročili in
Če ste še tukaj, hvala, zelo, zelo cenim in se vidimo v naslednjem videu. Čau!